Idi preber, kaj piše. Ekologija je znanstvena veda, ki preučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov in odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Okolje organizma vsebuje njegovo fizično naravno bivališče, habitat, ki ga lahko opišemo z vsoto krejenih samovzniklih dejavnikov, kot sta podnebje in geologija, in tudi drugih organizmov, ki si bivališče delijo. Kaj pa je razlika med naravovarstvenikom in pa okoljevarstvenikom? V bistvu razlika je v tem, da okoljevarstveni tehniki se ukvarjajo bolj z okoljem, ki ga je nekako ustvaril človek, se pravi bolj ta urbana zadeva, ne? Medtem ko naravovarstveni tehnik pa seveda izhaja ven iz narave, ne? Se pa definitivno obe dve zadevi prepletata, se pravi tukaj govorimo pri obeh zadevah, govorimo o onesnaževanju, o obnovljivih virih energije in tako naprej, s tem, da mi se pač ukvarjamo bolj z naravo, okoljevarstveniki pa se pravi te, kar je ustvaril človek. Za naravovarstvenega tehnika se lahko izobrazi tisti, ki ga zanima ta poklic in je uspešno zaključil osnovno šolo. Kje pa se lahko izobrazi? Lahko se izobrazi na naši šoli v programu naravovarstveni tehnik in pa tudi po drugih šolah v Sloveniji, in sicer v Mariboru, Šentjurju, Kranju, Novi Gorici in Novem mestu. Koliko časa pa traja program in v bistvu kako poteka sploh? Izobraževanje poteka 4 leta, in sicer imajo v šoli teoretični in praktični pouk, med letom pa tudi praktično izobraževanje v delovnem procesu v različnih podjetjih, ki potrebujejo naravovarstvene tehnike. Katere znanja pa se potem tukaj pridobijo? Tekom šolanja pridobijo znanja, kako čim bolj ohraniti naravo in naravno okolje našim zanamcem in kako živeti v skladu z naravo. In kakšen naziv dobijo potem? Dobijo naziv naravovarstvena tehnica oziroma naravovarstveni tehnik. Kje pa se lahko zaposlijo? Zaposlijo se lahko v raznih parkih, narodnih, krajinskih parkih, v zavodih za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Lahko se zaposlijo na primer v bioplinarnah, tam, kjer imajo čistilne naprave in podobno. Seveda tudi v različnih laboratorijih, kjer delajo različne analize tal, vode in podobno. Vi ste direktor Triglavskega narodnega parka in seveda ste odgovorni za neokrnjenost narave v njem. Zdaj, kaj pa pravzaprav konkretno počnete in kdo vam pri tem pomaga? To je zelo težko vprašanje, ker naša naloga je, da ta prostor varujemo in omogočamo nek trajnostni razvoj. Pri tem nam pomaga marsikdo, seveda najbolj naši sodelavci, naravovarstveni nadzorniki, na primer rangerji na terenu. Kaj pa počnejo nadzorniki na terenu? Če hočeš park dobro upravljati, moraš seveda vedeti, kaj se tam dogaja. In osnovna naloga nadzornika je, da spremlja pravzaprav vse živo, kar se dogaja, naravne pojave, tisto, kar dela človek, poskuša seveda s svojim ukrepanjem to nadzorovati, preprečevati. Zelo veliko gre pa v zadnjem času energije in dela v to, da poskušamo ljudi izobraževati, informirati o tem, kako pomembno je varovati naravo. K vam prihajajo tudi dijaki, in sicer bodoči naravovarstveni tehniki, na prakso. Kaj pa počnejo tukaj pri vas? Naravovarstveni tehniki prihajajo k nam največ na prakso v informacijska središča, kjer podajajo vedenje in znanje v naravi drugim obiskovalcem. Grejo pa tudi z nami na teren, pomagajo nadzornikom, rangerjem pri njihovem vsakdanjem delu.